Pozdravljeni, sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. Kako vam je šla igrivost v preteklem tednu? Ste jo uspeli vnesti v svoj vsakdan ali boste vajo ponavljali oziroma jo delali dlje časa, zato da res vnesete v svoje življenje igrivost? Angeli namreč mene vedno znova opozarjajo tudi v mojem življenju, da je igrivost res tista, ki je pomembna, da se je potrebno igrati, da smo preveč resni v življenju. In okoli nas se dogaja toliko stvari, ki zahtevajo resnost na nek način. Pa jo res? Poglejmo, kaj nam pravijo za teden, ki je pred nami, oziroma kako nas želijo navdihniti, da bomo lepše in lažje pluli skozi ta teden. Prva karta je štirica zemlje. Štirica zemlje govori o obilju in o tem, kam usmerjamo svojo pozornost na področju posla, denarja in tega, kaj počnemo pravzaprav z tem denarjem. Kako upravljamo s to svojo energijo, ki jo potem fokusiramo na področje denarja. In štirica zemlje je zelo oprijemljiva, se pravi energija, ki je tukaj, ki se jo da prijeti, kar pomeni, da zelo konkretne stvari na področju posla, kariere, denarja lahko v tem tednu ali postavljate ali razrešujete oziroma o njih mogoče niti ne toliko razmišljate, kakor res pogledate stvari, kako z njimi delate, se pravi, katere akcije, katera dejanja so tista, ki ali vas peljejo stran od obilja ali pa bližje k obilju. Tako da prva je torej štirica zemlje. Druga karta je moč in nadangel Ariel. Nadangel Ariel nas spominja na to, da imamo v sebi ogromno moč, da imamo v sebi ogromen kreativen potencial, ki ga lahko izkoristimo za to, da res zasijemo v svoji moči. Se pravi, kako svojo moč, pleksus uporabljamo, kako se na nek način postavljamo tudi zase in iz tega prostora ven velikokrat lahko potem pridejo kakšne ostre sodbe, jaz sem več, ti si manj, kako se postavljamo napram drugim. Zato je energija, ki jo nadangel Ariel prinaša, zelo povezana s tem, da ne sodimo, da imamo sočutje do vseh ljudi, zato ker ne uporabljajo vsi enako svoje moči. Nekateri jo imajo zelo malo, nekateri jo imajo več in ko uravnovesimo svojo lastno moč, takrat prevzamemo odgovornost za to, kako delamo tudi z drugimi ljudmi in z njihovo, v bistvu kakšen je naš odnos tudi do njihove moči. Predvsem pa je nadangel Ariel tisti, ki vas želi v tem tednu spomniti, da lahko tisto svojo moč, zavedanje sebe, samozavest uporabljate za to, da se pokažete, da pokažete svojo veličino, da pokažete, da ste kreatorji. In v povezavi s prejšnjo karto, ko smo govorili o zelo konkretnih zadevah, se pravi, kako lahko zelo konkretno to pokažete na področju in posla, in kariere, in na splošno obilja, ki ga pritegnete v svoje življenje skozi to. Ker če verjamete, da ste veliki, potem si tudi zaslužite veliko. Če verjamete, da ste majhni, potem tudi mislite, da si zaslužite malo. In še tretja karta, dvojka zemlje. Ponovno dvojka zemlje in igrivost. Evo, tukaj vam pokažem,
Čist spodaj piše: razmislite o bolj igrivem pristopu. Se pravi, res je ta energija igrivosti tista, ki nas lahko popelje naprej. In če sem na začetku rekla pri štirici Zemlje, da preveč resno jemljemo stvari, je dvojka to samo zaokrožila, a ne. In sprejemanje odločitev skozi to igrivost bo dalo vedno drugačne rezultate, bolj sproščene rezultate, ne bo toliko zakrčena energija. Tako da v tem tednu zelo oprijemljivo, zelo konkretno, zelo prizemljeno začnite uporabljati svojo moč. In kot vidite, angeli so mogoče neoprijemljivi, ampak hkrati znajo pa lahko zelo konkretno dati nasvete. In zato bi vas želela povabiti na en dogodek, vsaj tiste, ki ste s štajerskega konca. V sredo bom namreč imela angelski večer na Ptuju v mali dvorani Narodnega doma ob 6. In tukajle spodaj boste tudi našli link, kamor se lahko prijavite. V petek, 20. novembra, pa ste zelo, zelo lepo vabljeni na seminar Avtentično partnerstvo tukaj v Ljubljani, v hotelu Nox, ki ga bom tokrat vodila skupaj z še enim moškim, tako da bova lepo uravnovesila energijo, da bova lepo podala tako moški kot ženski pogled na partnerstvo in na to, kje delamo mogoče res tiste največje napake, in kako se jim izogniti skozi razumevanje, kakšna je razlika med moško in pa žensko energijo. In tudi to imate tukajle spodaj zdaj, tako da želim vam en čudovit teden in z veseljem se srečam z vami tudi osebno na katerem od mojih dogodkov ali pa čisto osebno. V tem mesecu še imam nekaj terminov naslednji teden za angelske readinge, individualne osebne angelske readinge, tako da mi lahko pišete na info@manca.si in se dogovorimo za vaš termin srečanja z vašimi angeli. Do naslednjega tedna, do naslednjih navdihov pa en čudovit pozdrav. Kljub vremenu, ki mogoče ni naklonjeno, pojdite ven v naravo po svoj navdih in ga vnesite v življenje, v vsako stvar, ki jo počnete. Lepo se imejte. Čau, čau.